Rene, pozdravljeni. Pozdravljeni. V Kalčku ste danes govorili o pravični trgovini in predvsem o pravični trgovini s kavo ter o kavi. Ja, kava je v bistvu za pravično trgovino najpomembnejši artikel, pa mogoče to ne vemo, tudi v svetovnem merilu je tako, kajti kava je v bistvu surovina, s katero se za nafto največ trguje, se pravi izjemno pomembno, ogromno kave potuje ves čas po svetu, menjuje svoje lastnike. V pravični trgovini od artiklov, ki se prodajajo, je, kot že omenjeno, najpomembnejša kava. Zakaj? Pravzaprav iz nekih zgodovinskih razlogov. Kava je namreč skupaj s sladkorjem in s trgovino sužnji tvorila pravzaprav tisto osnovo, na kateri se je zgradila mednarodna trgovina, zlasti ta, ki je potekala med državami tako imenovanega severa in juga, se pravi med afriškimi državami, med tistim delom Južne Amerike takrat, na katerem so se plantaže pričele razvijati, in pa potem Evropa. Ta trikotnik v bistvu kroži še danes. In pravična trgovina je pravzaprav se začela s prodajo pravzaprav kave. To je bil prvi artikel. Pravična trgovina je eno gibanje, ki se že 40-50 let v mednarodnem okviru prizadeva za večjo enakopravnost v mednarodni trgovini, se pravi, si prizadeva za to, da so tisti ljudje, ki so proizvedli izdelke, ki jih mi uporabljamo, da proizvajalci dobijo čim večji delež od prodane vrednosti izdelka. Ker pogosto je pač tako, da v tej mednarodni menjavi ljudje, ki dejansko pač proizvajajo stvari, imajo tega najmanj koristi. Veliko več jih imajo razni borzni preprodajalci, velike korporacije, v končni fazi tudi trgovine, tisti vsi, ki davke poberejo, tudi države, za proizvajalce pa potem ostane zelo malo oziroma nič. Na kaj moramo biti pozorni, če želimo sami kot kupci sodelovati v pravični trgovini? Izdelke pravične trgovine lahko prepoznamo po certifikatu pravične trgovine, po logotipu, podobno kot velja to za ekološke izdelke, ko imamo tudi certifikate. Ta certifikat pomeni, da je pravzaprav nekdo šel na teren in preveril, v kakšnih razmerah delajo ljudje, kako so plačani, imajo varne delovne pogoje, imajo pravico do odmora, so moški in ženske enako plačani, da ni bilo otroškega dela. Ti neki osnovni standardi, ki pravzaprav bi morali biti že tako ali tako upoštevani. Hvala lepa, Rene. Prosim.